maksimalno uporabno za zahtevne uporabnike, tudi vsi tisti načini programski, programa, prioritete zaslonke, prioriteta časa, manualne nastavitve, kot jih poznamo iz zrcalno-refleksnih fotoaparatov, vrhunska optika, res tudi procesor, XPID C2 procesor, naprimer, ki poskrbi za res najboljšo kakovost fotografije. V tem segmentu imamo trenutno 3 aparate, od tega danes predstavljamo 2 nova. Že poznan in v trgovinah je P7000, nekje aparat, ki se kosa ekvivalentno z Canonovim modelom G12, pa drugo za Sony konkurenco, naprimer, nova pa P300 in P500. V tem segmentu tudi o trendovskih barvah ravno ne govorimo dosti, ker je edina trendna barva vedno črna. Tudi uporabnikov bi to všeč, tako da tle ne gre dosti spreminjati. In P300 v bistvu odpira nekako povsem nov tudi del segmenta te performance serije. P7000 po en stran res nudi uporabniku vse, kar nudi DSLR v manjšem ohišju, od uporabe flasha do raznih nastavitev, ogromno gumbkov na ohišju. No, nekako smo zaznali tudi potrebo pri končnih uporabnikih, da bi radi imeli zelo kompaktni aparat z ultimativno kakovostjo fotografije, ampak z nekaj manj motečimi gumbki, malenkost manj funkcij, ker namreč, ko gremo z DSLR-jem fotografirati, vemo, da imamo DSLR-ov, ko hočemo kompaktni aparat, da bi radi nekaj bolj enostavnega vseeno, kljub temu možnost ročnih nastavitev, vseeno pa ne nekaj, kar je preveč natrpano s funkcijami, da se ukvarjamo več aparatov s fotografiranjem. No, takšni je P300 z 4-kratnim širokokotnim zoomom, krasno Nikor lečo, ki začne že pri f1,8 zaslonki, z 3-inčnim visokoresolucijskim ekrančkom in s Full HD snemanjem videoposnetkov. Torej, vse, kar potrebuje zahteven uporabnik od kompaktnega aparata. Enem pa je tudi nekoliko manjši in bolj primeren za vžep kot pa njegov veliki brat P7000. Podobno 12-pionsko CMOS tipalo, 4-kratni optični zoom že od 24 mm dalje, z zaslonko f1.8, torej se lahko tudi lepo igramo z ljubimsko ostrino, seveda primerno z velikostjo tipala, ker ne gre pričakovati rezultatov, ki jih naredimo na full frame aparatu, 3-inčni visokoresolucijski ekranček, Full HD snimanje filmčkov, priporočena malo prodajna cena 329 €. Še ena zanimivost, mogoče samo, ki niti spet ni omenjena v tiskovki, jo pa lahko na preizkusu samega aparata tudi sami pogledate. Aparat ima poleg možnosti snemanja zaporednih posnetkov, torej enega ali pa continuous high, hitrega zaporednega snemanja posnetkov, možnost tudi delati fotografije z najvišjo hitrostjo zajemanja fotografij 120 posnetkov na sekundo, seveda v nekoliko manjši resoluciji, je pa vseeno funkcija zelo uporabna za kakšne stop motion filmčke ali pa snemanje kakšnih zelo hitrih, fotografiranje kakšnih zelo hitrih akcij, naprimer klasični posnetek streljanja skozi jabolko ali pa padec kapljice mleka v kozarec in takšni kreativni posnetki. Samo to kot zanimivost.